Pozdravljeni. Novica, da je bil Nelson Piquet obsojen zaradi uporabe neprimernih besed, je zaokrožila po medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. A danes si bomo ogledali, kaj pravzaprav tiči v ozadju in kako dvolični so, seveda, v sami Formuli 1. Ni skrivnost, da meni osebno je Nelson Piquet eden izmed najljubših voznikov iz obdobja 80. let prejšnjega stoletja. Mnogokrat sem že omenil, da kot mladenič sem kar nekaj mesecev hranil žepnino, da sem lahko kupil tisti bolid, ki ponosno nosi številko 6 in napis Nelson Piquet. In seveda na kanalu Budget Sway je do tega trenutka najbolj obiskan tisti prispevek, ki govori o življenju Nelsona Piqueta. Ukolikor vas zanima, ukolikor ga niste videli, je bližnjica kot običajno tam zgoraj. A pravzaprav Nelson Piquet je bil na brazilskem sodišču obsojen zaradi tega, ker je uporabljal rasistične in homofobne izraze, ko je govoril o Lewisu Hamiltonu. A videli bomo v nadaljevanju, da je zgodba vse prej kot enostavna in mislim, da prav v svetu Formule 1 se je pokazala velika dvoličnost. Da Nelson Piquet je bil zmeraj vročekrven in srborit, je znano. To je del njegovega karakterja. Ampak Lewisa Hamiltona v tem primeru, vsaj po mojem poznavanju njegovega karakterja, ni hotel užaliti. Če bi ga hotel užaliti, bi uporabljal kakšne bolj jasne, tudi bolj barvite izraze. V času, ko je bil Nelson Piquet še aktiven za volanom Formule 1, je bilo rivalstvo med njim in Ayrtonom Senno znano. No, v tistem času je Nelson Piquet pogostokrat Senno klical z imenom, ki bi ga danes spravila za zapahe, namreč združil je besedo gay in Ayrton skupaj. A takrat je bilo to, recimo temu, sprejemljivo, kar sam ne razumem kot nekaj, kar bi samega Piqueta upravičevalo. Če je nekaj zgrešeno, je zgrešeno, pa naj si bo danes, v preteklosti ali v prihodnosti. Odločiti se moramo, kakšni so standardi. A če so takrat se nekateri hihitali ob tem, zakaj se danes zgražajo? Namreč Nelson Piquet je uporabil izraz, ki ga mnogi sploh niso opazili, vsaj tako lahko prebiramo v raznih člankih. Treba je dodati še nekaj. Nelson Piquet je v sezoni 2021 govoril mnogo proti Lewisu Hamiltonu. In tudi sam sem analiziral eno izmed teh epizod. Ukolikor vas zanima, imate bližnjico zgoraj do prispevka, ki je bil objavljen 1. aprila leta 2021. A da ne bo pomot, v tisti izjavi Nelson Piquet ni uporabljal spornih besed. To je napravil šele mesece kasneje, oktobra leta 2021. In seveda, posnetki so dosegljivi na spletu. Zanimivo pa je, da na samem sodišču je Nelson Piquet bil obsojen zaradi uporabe rasističnih in homofobnih izrazov. O kakšnih homofobnih izrazih sam nisem zapazil, da bi jih Piquet uporabil, vsaj ne v tistem intervjuju, ampak lahko se motim. A verjetno
tu gre iskati vzrok za obsodbo oziroma odvadbo Piqueja, tudi pri tem, da ga ni praktično prijavil Lewis Hamilton. Lewis Hamilton je seveda besede samega Piqueja obsodil in zgodbo tam končal. Nevladne organizacije v njegovi rodni Braziliji so poskrbele za to. In verjetno eden izmed vzrokov, zakaj je prišlo do te gonje proti Nelsonu Piqueju, je tudi ta, da je Piquet sam odkrito podpiral bivšega brazilskega predsednika, ki je na zadnjih volitvah izgubil. Ampak sam osebno sem mnenja, da politika ne sodi v šport in da se za to šport ne sme uporabljati. A Nelson Piquet je bil obsojen zaradi besed, ki jih je izrekel. Čeprav verjamem, da sam ni mislil užaliti Lewisa Hamiltona. A dvoličnost Formule 1 se vidi nekje drugje. Prvi trenutek potem, ko so slišali veljaki na čelu Formule 1, da je Nelson Piquet uporabljal rasistične izraze proti Lewisu Hamiltonu, je bil dobesedno izgnan iz vseh dejavnosti povezanih iz Formule 1. Preklicali so mu celo ono dovoljenje za vstop v paddock. In sam razumem, pač imajo ničelno toleranco do določenih zadev in svoje imajo tudi prav. Po drugi strani, po nekaj letih, je dostop v paddock dobil Flavio Briatore, okrog katerega vemo, kaj se je dogajalo, in po mojem videnju je napravil nekaj bistveno hujšega. In konec koncev zavedati se moramo še enega dejstva. Namreč, ko spremljamo dirke svetovnega prvenstva Formule 1, pogostokrat slišimo komunikacije, ki so spretno prekrite z neskončno serijo piskov. In seveda, ti piski prekrivajo besede, ki niso za naša ušesa. Mogoče bolj ali manj primerne od onih, ki jih je izrekel Nelson Piquet. A sedaj se lahko začnemo spraševati. Piquet je bil zaradi svojih besed kaznovan, čeprav verjamem, da ni mislil nič slabega. Vozniki, ki v afektu rečejo marsikaj, so samo cenzurirani in zgodba se zaključi tu. In lahko se začnemo spraševati, zakaj smo videli, naprimer v zaodrju zmagovalnega odra, pravzaprav pogostokrat napis: bodite pozorni na tisto, kar govorite, kajti snemamo vas. Namreč vidi se, da v sodobni Formuli 1 je treba biti politično korekten. In strinjam se, če je taka njihova odločitev, pa bodimo politično korektni. Ampak to pomeni, da določenih komunikacij ni treba predvajati, kajti ukolikor slišimo dolgo serijo piskov, mi vsi vemo, zakaj gre. In ukolikor je to neprimerno, no ja, zakaj nas s tem sploh dražijo? Po drugi strani, če je bil Nelson Piquet zaradi tega kaznovan, bi bilo lahko potrebno te kazni razširiti tudi drugod. Ne bo šlo, kajti vozniki v afektu lahko povejo marsikaj, trikratni svetovni prvak pa v afektu ne sme povedati ničesar. In to je tista dvoličnost, kateri smo priča v sodobni Formuli 1, kjer verjamem, da je Nelson Piquet dejal nekaj, kar ne bi smel, ampak zaradi tega ga je doletela, po mojem videnju, prehuda kazen. Še posebej zato, ker Lewis Hamilton je zgodbo zaključil. In to je tisto, kar v vsej zgodbi najbolj boli. Namreč direktni vpleteni v vso afero sploh ni čutil potrebe po maščevanju. A čutili so jo nekateri drugi, ki z Formulo 1 nimajo nobene zveze. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.